Lepo pozdravljeni, v središče je prišel David Klobasa, državni svetnik in župan občine Sveta Trojica. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljena tudi ti. Se bova tikala, ne? Seveda. Ja. No, ustaviva se najprej pri tvoji svetniški pobudi za večjo zaščito lokalnih funkcionarjev. Povejva, da je povod za to pobudo napad na veselici župana Sama Pogorevca. Kaj konkretno pričakuješ? Ja, naj poudarim, da v bistvu v zadnjem letu dni je kar nekaj drugih županov še doživelo kakršenkoli fizični napad. Med drugim kolegica županja iz Poljčan, kjer so ji grozili smrtjo. V primeru Ribnice je samo prišlo v javnost in seveda je pomembno, da se o tej točki pogovarjamo. Po moje bi morali se pogovarjati še bistveno več. In predvsem pričakujem, da se bo ustvaril sistem, v bistvu, ki bo zaščitil funkcionarje. Marsikateri župan, podžupan, občinski svetniki in ostali funkcionarji doživljajo ta pritisk, napade, verbalne, fizične, in jaz menim, da je zadnja stvar, ki si jo želimo, da se nam ponovi to, kar se je zgodilo v Avstriji, ker vemo, da so enega od županov tudi ubili. In opažam, da pride do premikov takrat, ko se zgodi najhujše, in prav zaradi tega sem v zadnjem mesecu v bistvu to izpostavil in je bilo tudi soglasno, vsi predlogi oziroma predlogi sklepov so bili soglasno potrjeni. In kaj konkretno sledi? Bodo sledili neki ukrepi, neke spremembe predpisov? Boste župani dobili sredstva za varovanje? V tem trenutku smo vse te sklepe naslovili na vlado. Kako se bo odvilo tam, bomo videli. Predvsem pa si želimo hitrejšo obravnavo, predvsem pa manj komplikacij in pa neke zaključke v takih primerih, ker vse prijave so se končale nejasno in menim, da tudi kolega Sam Pogorevc v tem trenutku dela odlično, s tem, da na to opozarja, da se izpostavlja. To je v dobrobit konec koncev vseh lokalnih funkcionarjev. Je pa to samo vrh neke ledene gore in pravzaprav nek odraz nekih napetosti v družbi, nekih družbenih premikov. Ja, jaz mislim, da stanje duha v družbi trenutno zelo klavrno, no. Zdi se mi, da generalno, če pogledamo, je kar nekaj nezadovoljstva. Jaz menim, da nam vseeno ne gre tako slabo. Če primerjamo se z 20 leti nazaj ali pa še več, se je zelo redko šlo, večkrat ali pa vsaj enkrat na leto na dopust, še nekako potovanje za vikend. Celotna družba bolj kot ne veliko potuje. Imamo za jesti, imamo za pitja, še vedno imamo kritične skupine, ampak generalno življenje ni slabo. Imamo pa neki napačen vtis prav zaradi socialnih omrežij. Tam spremljamo multimilijonarje, sploh otroci, opažam, si ustvarjajo eno izkrivljeno obliko ali pa videz, kaj je dovolj. In vse to skupaj postavlja družbo v eno tako čudno situacijo, kjer se napetosti in medsebojni odnosi, se mi zdi, da zelo krhajo. Izpostavil se zdaj ravno fajn mlade, ne? Zelo aktiven si pri vzpostavljanju centra za pomoč mladim otrokom, mladostnikom v duševnih stiskah. Zdaj ti konkretno govoriš o Centru za zdravljenje debelosti. Tukaj morava poudariti, da je to zelo kompleksen problem, ni samo videz, ne? Ja. Ampak gre za neko te številke, ta statistika je grozljiva, kako se pravzaprav povečujejo stiske otrok, koliko otrok je v obravnavi. Naj poudarim najprej to, da je to še vedno velik tabu, ta tema. Na eni strani starši jemljajo to kot neki svoj osebni poraz, ko imajo otroka, ki potrebuje psihosomatsko pomoč. Na drugi strani otroci se zapirajo vase, zelo težko začnejo govoriti, zdi se jim, da niso dovolj. Sam se aktivno vključujem v šolske parlamente, ki so v zadnjih 3 letih v bistvu obravnavali to tematiko. Smo pa že, mislim, da 5 let nazaj začeli z slovenskimi pediatri odpirati to temo, se v strokovnih krogih pogovarjamo veliko o problematiki, ki narašča. Na eni strani problemi z depresijo, izmaličeno samopodobo in pa seveda debelost, ki je, lahko rečemo, tudi posledica.
In v tem trenutku imamo samo en center na sekundarni ravni, gre za bolnico Stična, ki obravnava te zadeve. V severovzhodna Slovenija ima pa največjo problematiko teh otrok. In prav tam rabimo še en dodaten prostor. Zdaj, načeloma smo ta problem naslovili že tudi v državnem svetu. Imeli smo na to temo posvet, na katerega so se udeležili res zelo široka paleta razne zainteresirane javnosti in pa odločevalcev. V tem trenutku največ računam na gospoda Musarja, soproga predsednice, ki je v tem primeru tudi obljubil neko podporo. Želimo si odpreti še 3 centre, oziroma še 2 centra, en na Debelem rtiču, kjer gre v bistvu bolj kot ne za terapijo, dejansko kot neke vrste kliniko pa prav v Sveti Trojici. Je pa tukaj številke oziroma potrebe po pomoči izjemno rastejo, skokovito lahko rečemo, na drugi strani pa ni strokovnjakov, ne? Ja, ena od teh težav je tudi s tem, zdaj, ko se odpira ta zakon o psihoterapiji. Čeprav sam se ne strinjam z vsemi, mogoče tudi ne čisto z našimi strankarskimi pogledi. Sam menim, da klinični psihologi vseeno se šolajo za to, da to zadevo izpeljejo. Zakon, ki je na mizi, po mojem mnenju, ima še preveč nedorečenih stvari. In želel bi si, da imajo seveda otroci večji dostop, to je absolutno, ampak ta dostop, če ni strokoven, če ni pravilno izobražen kader, pa vidim v tem lahko celo večjo težavo, kot pa je trenutno. Naj samo omenim, otroci čakajo skoraj leto dni ali še več na obravnavo pri psihologih, psihoterapevtih in to odpira v bistvu eno obdobje, kjer je vprašanje, če bo ta otrok, ki je v hudi depresiji, to zdržal. Vidimo, da se dogaja kar nekaj samomorov na tej točki in sam menim, da je vsako življenje, ki je ugasnilo zaradi tega, ker se s tem ni odreagiral ali ker ni bilo dovolj prostih kapacitet, naša odgovornost. In s tem pozivam ponovno vse odločevalce, da do tega 3. centra čim prej pride, zato ker je nujno potreben. Zadnjič, ko si bil tukaj, sva govorila o tem, da čaka Sveta Trojica na vrtec, pravzaprav na gradbeno dovoljenje, da je to nastala že iz tega cela saga. No, in od takrat, nekaj mesecev se je odvrtelo, je gradbeno dovoljenje prišlo. Si oddahnil, kaj bo zdaj sledilo, kaj so naslednji koraki, kdaj bo vrtec torej? Ja, jaz še vedno pravim, že celo leto v bistvu govorim o tem, da bomo vrtec začeli graditi v naslednjem letu, v začetku leta. Ravno včeraj je bil objavljen razpis za investicije v vzgojne izobraževalne ustanove. Tako da na ta razpis smo čakali, kar je na drugi strani smo pridobili približno 1 milijon iz inovacij, se pravi iz kohezije. In ja, končno po letu in pol smo se dokopali do tega velikega gradbenega dovoljenja in posledično tudi dokazali, da smo imeli od vsega začetka prav. Seveda jaz bom tukaj naredil vse za to, da bo pravici zadoščeno, tudi kar se tega tiče, tako zadrževanje in tako šikaniranje pri projektih, ki so v javno dobro, se ne bi smeli dogajati nikomur. Ne nam, naši občini, ne nikomur. In upravna enota občine in vse ostale inštitucije so tam zato, da delajo v dobro ljudi, ne za svoje plače. Tako da jaz si želim, da dobimo epilog še taki, ki bo v bistvu povrnil tiste stroške, ki so nam pri dokazovanju našega prav tudi nastali. Zdaj čas dopustov. Ti si ravno z enega si se vrnil, ne. Izbral si Poljsko in napisal si eno tako zanimivo kolumno, ki je pritegnila mojo pozornost. In sicer presenetila te je, ne, pravzaprav pozitivno, ne, in si takoj začel iskati vzporednice s Slovenijo, ne. In potem sem jaz razmišljala naprej in večkrat je tako, ne, da sploh glede gospodarskih kazalnikov se Slovenija potem primerja, želimo biti Švica, na drugi strani smo pa nekako vedno
zviška gledali na ta vzhodni blok, ne Poljska, Češka, Slovaška, ne. Zdaj pa ti iz lastne izkušnje ugotavljaš, da ni ravno tako, ne. Ja, jaz sem prvič bil v bistvu na Poljskem 3 leta nazaj, čisto po naključju. Ponavadi v januarju, se pravi po tej naši zimski pravljici, nekam pobegnem vsaj za vikend in ponavadi pogledam, ker so pač najcenejše karte na Skyscannerju in takrat sem našel Varšavo. V bistvu nisem imel pojma, kam grem, kar se tiče pač nekih pričakovanj, tih nisem imel. In presenečeno ugotovil, da v bistvu je to metropolitansko mesto, izjemno napredno, ki ponuja menim, da višji standard, ko ga imamo tukaj. In takrat mi je Poljska postala zanimiva. Evo zdaj v zadnjem pol leta je Poljska predsedovala Evropski uniji, kjer sem ponovno obiskal Poljsko, prav z državnim svetom kot vodja delegacije državnega sveta na konferenci COSAC. In že predtem sem se pa odločil tudi, da hočem Poljsko bolj raziskati, predvsem zato, ker je Poljska na prvem mestu po črpanju evropskih sredstev. Gre za najuspešnejšo državo v črpanju v kohezijskih projektih. Gre za državo, ki po mojem mnenju najboljše revitalizira kulturno dediščino in pa stare industrijske objekte. Če samo to, če se osredotočimo samo na ta del, je tako zanimiv pristop in pa profesionalizem teh projektov, da si pač na vsakem koraku fasciniran. V Mariboru večkrat razlagamo o industrijski coni tam. Na Poljskem sem videl vse 3 take primere, ki so jih pa uspešno revitalizirali. To postanejo eni taki kulturni inkubatorji, v katerih imaš vse od plaže do shopping centra, razne svetovne kuhinje, ne vem, zanimivo mi je bilo, ker je bila pač gruzijska kuhinja, tajska, japonska, kitajska. V glavnem, ta življenjski slog Poljakov je neverjeten, no? In zagotovo ni Poljska in Poljaki nekdo, koga bi mi v tem trenutku lahko gledali zviška. In tudi kar se čisto življenjskega standarda tiče. Tudi, oprosti, omenjal tam v tistem zapisu si omenjal to, kar so pri nas rak rane, ne, zdaj stojimo mi v zastojih, ne, omenil si tam prometne rešitve, pa stanovanjsko politiko recimo. Ja, naj poudarim to, mi imamo, če gledam recimo, kako se lotevamo tega drugega tira, pa to, ki je bizarno, gre za 50 kilometrov železnice, pod Lodžem recimo na Poljskem se gradi zdaj, se pravi, podzemna železnica. Gre za velike strateške projekte in prav veliko sem razmišljal, ko sem v bistvu obiskoval, v bistvu smo šli na road trip, naredili smo 3200 kilometrov čez Poljsko, iz mesta do mesta, vse do severa, do Gdanska, ki je fascinanten, gre za mestece, ki izgleda kot filmska kulisa. In ta Poljska se pravi ob Baltskem morju, sestavlja ta 3 city, ta glavne 3 mesta, se pravi Gdansk, Sopot in pa Gdynia. Res zelo čudovita mesteca. Predvsem pa, kar je bilo zanimivo, jaz sem bil takrat tam, ko ste vi tukaj imeli 37 stopinj ali 38 stopinj, tam je bilo pa tam prijetnih 24-25 in je Baltsko morje postalo zelo zanimivo tudi zato, da si ga dejansko vzameš za dopust. Gre za dolge, neskončne peščene plaže in veliko življenja, predvsem pa pač mogoče malo bolj normalne temperature, kot pa v istem času v Grčiji, ne. Pa še vedno se večina odloča za jug, bolj kot pa za sever. V glavnem, sever je ekstremno zanimiv in ga priporočam. Poljska sploh, no. Kar se tiče teh projektov stanovanjske politike, naj poudarim, da je približno 40% so življenjski stroški nižji na Poljskem. Je pa Poljska v zadnjih 5 letih prehitela tudi Nemčijo, kar se tiče GDP-ja. Ja, mogoče bi morali imeti poseben podcast o Poljski, pa še mogoče kakšnega gosta pripelješ. Ja. Naj poudarim, da ena izmed razlogov, zakaj pač tudi mogoče več vemo o Poljski, je prav zaradi tega, ker
sem čisto po naključju spoznal tam še eno prijateljico, ki je bil ena izmed uspešnejših arhitektk na Poljskem. Njo smo tudi obiskali na poti, se pravi, iz Gdanska v Varšavo. Z njo bili na parih takih večernih srečanjih različnih arhitektov. In to je čisto drugi svet, predvsem se mi zdi, da je kreativno dosti širši kot pri nas. Omenjal sem tudi v tej moji kolumni Mitja Okorna, ki se ga spominjamo vsi, jaz se spomnim trenutka, ko je to bilo po televiziji, ko se je selil na Poljsko in se nam je vsem zdelo tako, kaj gre delati tja. Ampak danes razumem, zakaj je šel in očitno je Mitja Okorn takrat bolj razumel, da razvoj ni nujno na zahodu, ampak je lahko tudi na vzhodu. In Poljska ogromno denarja investira prav v razvoj filmske industrije. Mislim, da v tem trenutku daleč največ v Evropi. In to se vidi, tudi če pogledamo Netflix ali pa Maxo, imaš ogromno poljske produkcije, ki je primerljiva ali pa celo boljša kot pa ameriška. Zdaj, ko si tako navdušen, kaj si že izbiraš poljska mesta, s katerimi se bo pobratila Sveta Trojica? Absolutno. Gdansk je lahko prvi. Kaj mi res všeč. Ja, veš kaj, želim, da načneva še to temo, ki je zelo razburila, tudi z vidika lokalnega interesa je precej pomembna, in sicer zapiranje Petrolovih bencinskih črpalk. Tukaj se ustvarja nek navidezen konflikt, torej vlada proti gospodarski družbi v državni lasti, ne? Ampak v resnici je zadeva veliko globlja, ne? Kaže na neko težavo z upravljanjem. Jaz mislim, da tudi na to temo sem pisal kolumno, eno na temo Petrola in eno na temo, ali je lahko država dobro upravljati svojih podjetij. Obe te točki sta zelo negativni, kajti naša država je v zadnjih 35 letih razprodala čisto vse, kar je vso srebrnino, ki jo je imela. Jaz ne verjamem, da so to slaba podjetja in smo jih zaradi tega prodali. Verjamem pa v to, da smo imeli zelo slaba vodenja, politično kadriranje, ki ni nujno kompetentno in mi se radi, da se spet povežem nazaj na Poljsko, mi živimo na neki stari slavi o tem, da smo neka gospodarska velesila bivše Jugoslavije, ne. Mi smo ta gospodarski preboj doživeli v prvih 15 letih, ne. Recimo od leta 2000 naprej ali pa 2005 naprej, pa v bistvu Slovenija ni več v točki, kjer bi prosperirala, ampak v bistvu v primerjavi z Poljsko spet je razvojna stopnja bila 95%, medtem ko je bila Poljska 220. In tudi v upravljanju državnih podjetij, tako kot je recimo Petrol v tem primeru, jaz sumim, da gre za eno špekulacijo in eno navidezno vojno med vlado in državnim podjetjem. Rezultat bo verjetno sledi takšen, da bo se pač podjetje prodalo, tako kot že koliko drugih. In mene skrbi, glede na to, da se prodajamo Madžarom, ne. Na eni strani smo prodali banko, prodali smo že en del naftnih derivatov, prodali smo medije in kaj to pomeni za našo prihodnost. Predvsem pa, kaj to pomeni za kritično infrastrukturo, ki jo imamo. In Petrol mislim, da je samo še ena zgodba, ki se bo končala klavrno za nas kot državljane slabo. Pogrešam mogoče tudi nekaj več, nekega intenzivnega ali pa bolj kolektivne želje po tem, da to obdržimo in predvsem zahteve, da je treba pa postaviti res dobro in kakovostno vodenje. Kompetentno. Ja, to je pravzaprav na eni strani tak malo defetističen zaključek, no, ampak ja, mislim, da sva kar dala vse barve temu pogovoru, tako da bova tukaj zaključila. Najlepša hvala za pogovor. Najlepša hvala tudi tebi za povabilo. Se vidimo, ne? Ja, kmalu. Ne po zimi. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.